Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Z vami Aleksandra Winkler. Danes bom govorila o energiji pomladi. Preko uvidov v blagem transu prejemam sporočila. Leto 2026 bo pomembno naše poslanstvo. To je naša dharma. Pomembno je, da to področje osvestimo, da je naše poslanstvo tudi dolžnost in ni samo privilegij. V prvi vrsti je naše poslanstvo vseh nas ljudi, da ljubimo in se učimo. Pomembno je, da smo iskreni in resnični, da si ne lažemo in da ne pretvarjamo. Pozdravljeni in dobrodošli na mojem YouTubu, tudi v angleškem jeziku. Sem avtorica 8 knjig, od katerih so kar 3 v prevodu v angleški jezik. Svoje storitve opravljam tudi v italijanskem jeziku, v e-mail novicah pa vas bom obveščala o vseh mojih novostih. Sem karmična diagnostičarka, mojstrica hipnoze, regresije in progresije. Kanalizirana sporočila predvajam v transu in si jih posnamem in beležim, zapišem in zdajle vam razlagam eno od teh. Berem dušni zapis, ki predstavlja karmo, dobro in slabo iz prejšnjih inkarnacij in dharmo, poslanstvo v tem življenju za vsakega posameznika. To je storitev branje dušnega zapisa, ki vas bo presenetilo, ko boste prebrali, brez da bi karkoli predhodno vedela o vas, ne smem vedeti, ne vaš poklic, ničesar, kar bi vas identificiralo. Vam bom razložila, katere so vaše prednosti in slabosti, šibke točke in dobri potenciali. Sodelujem z mnogimi radijskimi in TV hišami, časopisi in revijami. Večkrat sem bila na naslovnicah najbolj branih revij in to je bila tema vizije prihodnosti. Če vam je ta tematika všeč, kliknite subscribe, naročite se na moj video YouTube. Namreč leto 2026 bo svojo pravo energijo pokazalo šele s prvim dnevom pomladi, to je letos 20. marec. Dnevi pred tem, se pravi v zimskem obdobju, pa nam služijo kot priprava na tisti pravi nov začetek. Leto 2025 sem v knjigi Sporočilo Zorjona v metafori opisala takole: naj ostanem ali grem. To je bilo leto egipčanskega boga Tota, leto 2026 pa v metafori opisujem takole: sreča je na strani pogumnih. In kot sem rekla, bogova sta iz grške mitologije Kronos in Kairos in sovladarica Fortuna. Tukaj sem si tudi naslikala to. Fortuno, ki je zelo močna in vpliva na luno, na žensko energijo, čeprav bo leto 2026 ali pa je leto 2026 intenzivno jan moško. Pogum, kaj je pogum, ki ga potrebujemo v letu 2026? Če je sreča na strani pogumnih, pravim. Pogum ni narediti nekaj, čemur nismo kos, za kar nismo zmožni. Pogum ni iti preko svojih zmožnosti, ampak delovati v skladu z našim poslanstvom in biti kot dober avtomobil, ki je popoln, tehnično izpravljen, brezhiben. Sicer naša pot ne bo varna in ne bo udobna. Vprašanje, če bomo sploh prispeli do cilja, do tega cilja, ki smo si ga zadali. Pomembno je, da smo uglašeni kot glasbeni inštrument in zavedati se moramo, da smo na zemlji, da ljubimo in se učimo. Vsi smo inkarnirani na zemlji in s to glavno nalogo ljubiti in se učiti. Učimo se na naših napakah, na napakah drugih ljudi. Učenje je celo življenje, ni samo formalna šola, ampak zahteva tudi spoznavanje sebe. Moj moto je, da vsakdo lahko postane najboljša verzija sebe, nikakor pa vsakdo ne more postati karkoli si zamisli. O vaši dharmi in o vaših nalogah v tem življenju, kaj vam sporoča vaša duša,
vam opišem v branju dušnega zapisa. Obiščite mojo spletno stran, opis je spodaj pod tem videu in poglejte to storitev. Pomembno je, da smo pripravljeni na akcijo. Leto 2026 zahteva, pričakuje akcijo za začetek, za potem, kar zmoremo, kar smo. Pomembno je tudi, da zaključimo z vsem, kar nam ne služi, kar nas celo ovira, omejuje. To so lahko naši napačni vzorci, prepričanja, programi, implanti in tako naprej. Pomembno je, da nimamo ovir od zunaj. Se pravi, pogosto vidimo sovražnike okrog nas, ali je to šef, ali je nas partner ovira, ali so to sosedje. Vidimo sovražnike, ki nam mečejo polena pod noge, v resnici so pa to sovražniki skriti v nas. In pomembno je, da spremenimo sebe. Leto 2026 ima močno energijo ognja. To je intenzivna, tudi janja energija z veliko količino moške energije. Pri tem je pomembno, kako smo mi osebno usklajeni z energijo ognja in kakšen odnos imamo do moških energij. Mimogrede, Jan predstavlja akcijo, razum in pogum v prvi vrsti. Če ste pasivni in čakate, kaj vam bo usoda namenila, če ne delujete razumno in če ste prestrašeni, plahi, vam primanjkuje samozavesti, slednje pomeni samozavest, resnično zavedanje sebe, svojih dobrih in slabih lastnosti, tudi šibkih točk, brez neke lažne ego percepcije, potem vam to leto žal ne bo po volji. Vladar leta 2026 je grški bog Kronos, pravzaprav sta vladarja dva, Kronos in Kairos predstavljata biti v pravem času, na pravem mestu. Tudi pomembna je tudi količina, ne samo količina preživetega, ampak tudi kvaliteta preživetega časa. Namreč nekdo lahko v enem letu naredi ogromno, naredi šolo, ima družino, odpre podjetje, drugi ne naredi pa nič v enem letu, samo stagnira in življenje mu teče v prazno. Leto 26 je po mojem šamanskem uvidu, ko govorim o spiritualnih živalskih vodnikih, nosi energijo volka. Volk je spiritualni vodnik leta 2026. Volk simbolizira moč, vzdržljivost, vodstvo. Tako kot volk vodi svoje kardelo skozi izzive, naj bi tudi mi prevzemali svojo odgovornost v družbi ali skupnosti, ki pripadamo. Ne obupajte, če se ne najdete med opisom, še vedno je čas, da postanete dober vodja svojega življenja, dober vodja samemu sebi, sledite svojemu poslanstvu, postanite najboljša verzija sebe. Jaz vam lahko ob tem pomagam, to je tudi del mojega poslanstva. O ponudbi mojih storitev vas bom obveščala v e-novicah, na katere se prijavite na moji spletni strani alexandrawinkler.eu. Leto 2026 je začelo zelo ognjeno. Kot sem v mnogih medijih napovedala, mnoga mesta so imela prepoved silvestrovanja na prostem ravno zaradi nevarnosti. Pomemben je februar mesec in to že 1. februar. Na ta dan se lahko v meditaciji spomnimo vseh naših preteklih dobrih dejanj. Naša dobra karma bo obradila sadove. Tisto najboljše, kar znamo, kar zmoremo, kar je v nas, kar je rezultat mnogih preteklih izkušenj. Naša duša je večna v karmični diagnostiki, duša menja telo, se rodi v enem telesu, telo umre, duša ostane, se rodi v drugem kraju, v drugem času, v novem telesu in tako se ta krog ponavlja. Zato bodite 1. februarja nekje v miru, lahko se mi tudi pridružite v meditaciji. Z nakupom moje knjige boste povabljeni v meditacijsko sobo.
Obdobje okrog Valentinovega, 14. februar, nekaj dni prej in nekaj dni po tem datumu, pa je pomembno, da so naše sanje kompatibilne z našo realnostjo. Eno so možnosti, drugo so želje, ampak naše želje moramo tako nastaviti, da imajo trdne temelje. Na ta način odstranimo plevele na vrtu našega življenja, simbolično povedano, da nam bojo naši pridelki dobro uspevali. 22. februar je odličen dan za vse velike projekte, za sodelovanje, za umetnost, za nov začetek, da bi svet ugledalo nekaj, kar že dolgo čaka in zadržujemo zase. Lahko je to zaroka, lahko je to spočetje otroka, nosečnost načrtovana, lahko je umetniški projekt, lahko je odpiranje podjetja, poslovne dejavnosti, kakšne širitve, lahko je nekaj karkoli, je povezano z lepoto, dobrim počutjem, kar se želi razširiti med druge. To je tudi čas, ko bo moja knjiga ugledala angleške prevode in tudi drugi jeziki so že v planu. Kaj se bo dogajalo vam, ki me to gledate, poglejte v rubriko Dharma za to obdobje. Poglejte v rubriko tudi v marcu in cel april, ker so v znamenju nenadne sreče, ki je ne smemo spregledati ali zamuditi. Dobro, poglejte to v opisu karmične prognoze, ki sem vam jo poslala na e-mail, če ste jo seveda naročili. V svetu se dogajajo energijske čistke in čeprav se nam zdi, da je glede miru v svetu še dolga pot, se dogaja prečiščevalne akcije, kar pomeni tudi narava z njenimi katastrofami opravlja svojo čistilno akcijo in mi se počutimo, kot da smo se zrašli sredi nekega prašnega območja, ker pospravljamo od znotraj in zdajle je samo navidezni nered. Pozorni bodimo na datum 3. marec. Nikakor se ne zadovoljite z ničim, kar ni popolno. Ni vam treba sprejeti, biti neko rezervo, nek nezadovoljiv kompromis. Nenadna sreča in odskočna deska za nadaljni uspeh, ko pospravimo stvari na mesto. In pomembno v marcu mesecu za vse nas je, da je tle energija doma, družine in domovine na prvem mestu. Marec nosi energijo karme, odgovornosti in novih začetkov. Vse, kar smo pustili nedokončano, nejasno, vse, kar stagnira, kar nismo zmogli ali pa nismo imeli priložnosti, se nam v marcu mesecu odprejo, ko neka ideja, vizija, nekdo pride mimo, nekje se nam zabliska in to lahko rešimo. Vse nerešene probleme pa lahko obravnavamo kot smeti, ki jih je treba odnesti tja, kamor spadajo, ne pa v naše življenje. Spomnimo se na to, kaj hočemo in česa se moramo znebiti, da nam bo bolje. Znebimo se vsega, kar nam ne služi več, naj si bo to fizično ali pa slaba družba ali pa preuredimo dom, prodajmo stvari, ki jih ne potrebujemo. Sonce postaja vedno le močneje in sonce predstavlja simbolično luč, ki osvetli tudi naš dviga raven naše energije in nas poziva k akciji, k delovanju. Ampak na pravi način moramo delovati za prave stvari. Vse akcije naj bo usklajene z našo osebno dušno naravo, z našim poslanstvom. Ponavljam še enkrat prvi stavek na začetku. Leto 2026 je pomembno, da sledimo svojemu poslanstvu. Vsi imamo malo drugačno. To se razlikuje tudi z obdobja do obdobja. Karma pa predstavlja tudi naša dobra dejanja, dobra dela iz naše davne dušne preteklosti, mogoče iz ene izmed naših prejšnjih inkarnacij. Mesec marec ni dober za potovanja, ni za premeke.
Če ste mentalno zmedeni, imate pomanjkanje fokusa jasnih misli, se raje daljšim potovanjem odpovejte, sicer pa se na daljšo pot dobro pripravite, da česarkoli ne pozabite, da niso zastoji na letališčih, poskrbite, da imate zavarovano potovanje in tudi vašo prtljago. Marec ni dober za neke dolgoročne dogovore, razen določenim ljudem pod določenimi pogoji. Leto 2026 je vroče in topljenje ledu na Antarktiki bo pomembno, kot so Amazonkini gozdovi pljuča, je Antarktika nosilec vode. Voda nosi sporočilo. Že Japonec dr. Masaru Emoto je shranil kapljice vode, zamrznil, tiste, ki so bile izpostavljene lepi, harmonični, klasični glasbi, in tiste, ki so bile izpostavljene, voda v steklenici, ki je bila izpostavljena hrupu, jezi, taki destruktivni energiji. In prve kapljice so imele lepe kristalčke, druge pa take razcefrane. In ker je naše telo polno vode, nekako 2/3, enako je tudi naš planet Zemlja, nosilec 2/3 vode, je to še kako pomembno. Se pravi, informacije prihajajo preko vode. Antarktika ima naravno piramido, ki se dviga, in tam je zapis za nas ljudi, in mnogi intuitivni ljudje se lahko, brez da bi šli na tisti kraj, energijsko usklajijo ali pa uskladimo s to energijo, s tem sporočilom in začutimo, kako delovati in se pripraviti na to, kar se dogaja. Kaj se bo dogajalo v svetu? Velike spremembe bojo v Južni Ameriki, nekje blizu Meksika, potem v Washingtonu se pripravljajo neki dogovori, tudi Bruselj in Evropska unija se pripravlja na spremembe, ki bojo nujne zaradi protestov, predvsem so tle kmetje. Se pravi, Antarktika s poudarkom na Grenlandiji ima neko, kako bi rekli, temo, črno točko in nek preobrat, nenaden preobrat. Spremembe v Ukrajini so možne in se nanašajo predvsem na predsednika Zelenskega, in če ne bo to v marcu in aprilu rešeno, ne bo celo leto 2026, ker bojo priložnosti za dobre pogajanja, za dober mirovni sporazum šle mimo, splavale po vodi. Predvsem bodimo pozorni na vulkane, potrese, spomladi je zelo potresno območje, in predvsem na takih lokacijah, ki so ob morju, in ker je splošno vroča energija, umirimo svoje strasti in si rečemo, nobena juha se ne poje toliko vroča, kot se skuha. In kakšna je energija pomladi? Takole jo opisujem v knjigi 36 karmičnih ciklov. Zagledala sem stari mlin in pšenično njivo, ki obdelujeta oče in sin. Zaslišala sem glas. Kaj je žito? Kaj plevel? Kdo to loči? Kdo bo mlel? V metafori, se pravi, se gre za nasledstvo, tako se začne prvi pomladni dan. Tukaj je pomemben naš vodja naše države, in mnogo ego percepcij in laži bo tlele nekako tudi neka energijska medijska vojna, kot bi bil volk kot vladar leta 2026 v zimi lačen, sestradan in željen, pohlepan vseh možnih spletk in takih podlih veščin si lahko privošči. Mimogrede, vsakemu izmed nas obstaja tudi zametek za črnega volka, zato preden kažemo na prste s prstom na druge, razčistimo prsep, to pogledajte vašega črnega volka in sami analizirate, ali ga hranite ali ga ne hranite. Če ga ne hranite, okej. Če ga hranite, nehajte. Torej, pomlad 2026, pravim, tako sem dobila uvid, da
denar kmalu ne bo več sveta vladar. Ne boš mogel kupiti vsega za denar, moč ne bo več v denarju. Ko pride bolezen in virusi in naravna katastrofa odnese vse, ne? Modrost je preživeti. Torej, izberimo modro voditelja države, izberimo modro, ne kar tako po nekem občutku, ker občutek prihaja predvsem iz ego percepcije. Kaj je ego percepcija? Greš mimo sladoledarne in hočeš sladoled. A je to dobro ali ni, a to izbrala tvoja duša ali je to izbral tvoj ego? Se pravi, bodimo previdni. Kaj nas privlači, nikakor nima nič skupnega s tem, kar je dobro za nas. Ne? V marcu je na testiranju komunikacija. Komunikacija ne zajema samo govorjenja, ampak tudi razumevanje sporočila. V medijskem svetu je tle ogromno laganja in za nas je pomembno, da imamo 3. in 5. čakro, ki skupaj sestavljata 8. Torej, 3. čakra predstavlja božanski red, 8. pa 5. pa božansko komunikacijo. Pri branju dušnega zapisa sem vam verjetno, ali pa vam bom, če niste še tega naročili, pogledala vaša najmočnejši energijski center. Če pa ste to veliko let nazaj naročili, vam pa lahko dopolnim, ampak ta storitev je potem z doplačilom. Božanska modrost je torej predpogoj, se pravi 8. čakra, za pot do zlate dobe. Preden bomo ljudje prišli do zlate dobe, nas čaka še predhodnik zlate dobe, to je srebrna doba. Ampak to bo zelo hitro in zelo kmalu, ne po vsem svetu in ne za vse, ampak naenkrat. V svetu se pojavljajo že varne cone, neka mesta, kjer bo samooskrba. Mnogi ljudje ne verjamejo več temu, kar govorijo na televiziji, ker se zavedajo, da je to nek plačnik, neka korporacija iz ozadja. In april mesec, 22. april je svetovni dan matere zemlje. April hoče harmonijo in če jo ni, jo ustvari jo lahko na tak način, ki mi nočemo ali pa nismo pripravljeni. April je sicer čas za akcije, celo leto je zelo aktivno, vse kar se nanaša na zemljo, na gradnjo, na vrtove, na sadovnjake, vinograde, vse to nekako je v simboliki zemlje, tudi skrb za naše fizično telo, za zdravje, za počutje je v znamenju zemlje. V znamenju zemlje je umetnost izražamo skozi naših 5 čutil, tudi glas, vid, se pravi vizualna umetnost, slikarstvo. In to hočem povedati, april je čas usklajevanja, dogovorov o nakupu, prodaji, o mirovnih sporazumih, o vojnah in miru v državah, predvsem mislim tle na Ukrajino, ki se lahko doseže mir, ali bo to primerjal za trajno, ali bo samo začasno, je zelo odvisno prav od tega meseca aprila, in če se v aprilu ne bo zgodilo nič, je nevarnost, da v celem letu primerja ne bo. Maj mesec ima 2 polni luni, 1. maj in 31. praznik Budovega razsvetljenja. Po budističnem nauku je zmernost prava pot, polna luna v maju govori ravno o tem. Tukaj premislite, a ste zmerni, na kakšen način ste zmerni, kje pretiravate. 31. maj pa se nanaša na širitev, to, kar želimo razširiti med druge in v svet. Previdno, kaj ti dnevi okrog 17. maja so nevarni za nasilje. Nasilje je že v ljudeh, so kot magnet za nasilje, nekateri, eni ne. Nasilje je v družini, če so neharmonični in toksični odnosi, maj mesec je zelo ego percepcija, zelo tisto, more biti po moje in če ne bo vojna. Čeprav pravimo, da je mesec maj mesec ljubezni. Če pogledamo v naravi, se živali plodijo in samci se kar fejst tepejo, to za teren, vse to iz ljubezni.
kako je zakompliciran ta svet. Ljudje imamo v tem času sicer lahko dva obraza, lahko se zaljubimo v nekaj, kar ni v redu. Na eni strani so to lahko samo lepe besede, prazne obljube, torej maj mesec naj bi bil mesec ljubezni, ampak letošnji maj nas testira na tem, a podležemo nekim lažnim iluzijam, ki je sicer neko zaljubljenost v nekega idola, ideala, iz naše domišljije in na koncu lahko izkaže, da nič od tega dobrega, kar mi vidimo, ni in je pač na testiranju naša iluzija. In ali je bila to lekcija iluzije, se bo pa pokazalo v drugi polovici junija. Prva polovica junija je odlična za vse lepe stvari, ki jih želimo predstaviti svetu. Ste umetniki, pisatelji, glasbeniki, karkoli, kozmetičarke, šivilje, naredite neka vizualno podobo svojega podjetja, izdelajte spletno stran in tako naprej. 8. in 9. juni je odličen zato, kar naj bi lepega in dobrega razširili, nadgradili prav ta dva datuma. Na dopust pa se odpravimo v drugi polovici junija, oziroma si takrat privoščimo več dopusta, predvsem v južnem delu ZDA, Mehiški zaliv, Italija, Grčija in Turčija, pa so nevarnost potresi, vulkani. Junij je sicer mesec za dopust, radi gremo takrat že, in je celo mnogo boljši kot julij, ampak o juliju bom še govorila. Pomembno je, da smo usklajeni s svojo dušno naravo, da poznamo svoje poslanstvo, svojo darmo, da ne hranimo črnega volka in da sledimo svojemu dobremu angelu vodniku, ki sem vam ga opisala v vaši osebni prognozi. In svet v letu 26 mnoge države dosegajo predhodnik zlate dobe, ki jo imenujem srebrna doba, konec je železne dobe, ki je polna nasilja. Za veliko večino ljudi se je železna doba končala, konec je neenakosti, nepoštenosti, nepravičnosti. Vsi tajkuni, lopovi se bojo sami izdali. Torej, bodimo iskreni, pristni, živimo po svojem poslanstvu, imejmo harmonijo v svojem življenju in delujmo v skladu s tem, kar smo. Postanimo najboljša verzija sebe in kmalu bom spet z vami. Lajkajte ta video, z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole, prijavite se na moje novice na spletni strani in smo na vezi. Srečno!